Kdo bo vodil 16. hrvaško vlado? Parlamentarne volitve na Hrvaškem so minile v skladu z napovedmi. Vladajoča HDZ bo imela v novem sklicu parlamenta 61 mandatov, opozicijska SDP oziroma lista Reke pravice 42. To pomeni, da bodo ključno vlogo pri sestavi parlamentarne večine igrale manjše stranke. Predvsem skrajno desno domovinsko gibanje, ki bo v novem sklicu sabora imelo 14 poslancev. Volilna kampanja na Hrvaškem je minila v znamenju prerekanja med glavnima pretendentoma za vodenje hrvaške vlade, med aktualnim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem in predsednikom republike Zoranom Milanovićem, ki se je, čeprav uradno ni kandidiral, s podporo SDP vključil v volilno tekmo. Napovedal je, da bo nov mandatar, če SDP osvoji večino. Scenarijev za sestavo nove hrvaške vlade je več. Najverjetnejši je ta, da bo koalicijo s HDZ sklenilo skrajno desno domovinsko gibanje o podpori manjšinskih poslancev. Naslednji je ta, da si stranke, ki so že napovedale, da s HDZ ne bodo sklepale koalicije, premislijo. To je scenarij, ki bi si ga najbrž premijer Plenković najbolj želel, kajti koalicija s domovinskim gibanjem bi pomenila najbolj skrajno desno vlado v zgodovini moderne Hrvaške. No, še zadnji scenarij pa je, da SDP z manjšimi strankami sestavi manjšinsko vlado, je pa vprašanje, kako stabilna vlada bi to bila. Predsednik Milanović je že napovedal, da bo mandat za sestavo vlade podelil tistemu, ki bo prvi zbral 76 glasov podpore. Bo torej podelil mandat svojemu največjemu političnemu sovražniku ali ga bo podelil sam sebi. To je seveda v skladu s hrvaško ustavo nemogoče, ampak pri predsedniku Milanoviću smo vajeni vsega. Morda je prav on svojim prevelikim neustavnim angažmajem soprispeval k porazu SDP. Čaka nas torej zanimiv razplet volilne tekme na Hrvaškem.